Vsi, ki ste prisotni, vas ponovno lepo pozdravljam. Govorili bomo danes v tem delu, ki zdaj prihaja, o dveh stvareh, o novih pravilih Združenih narodov in kasneje o nastanku avtizma. Kar bi danes z vami želel podeliti, je informacija, za katero ne veste, ne ene, ne druge. Tako da se mi zdi prav, da to informacijo imate, zato da ne boste nasedali praznim besedam oblastnikov. In tudi ne vem, ali oblastniki imajo to vedenje, in če ga imajo, potem so zelo nekorektni do ljudi, če smo jih seveda izvolili, in delajo v korist nekih korporacij namesto v korist naroda, ljudstva. Poglejte, ustanovna listina Združenih narodov je bila podpisana po drugi svetovni vojni v San Franciscu leta 1945. Od svoje ustanovitve si Združeni narodi nekako prizadevajo, kako bi rekli, biti več kot le organizacija za spodbujanje mednarodnega miru in varnosti po drugi svetovni vojni. Želijo delovati na vseh področjih. Tako da lahko rečemo, da v bistvu so Združeni narodi zelo, zelo zapletena organizacija. In če vam pokažem infografiko, samo moment, da se do nje dotolčem. Evo, njihova infografika izgleda tako in vsak od teh belih znakov, ki ga vidite, v bistvu je neka inštitucija. Tega je ogromno. Tega je toliko, da v bistvu človek ne more niti si zapomniti vseh teh ustanov. Kaj šele, zakaj je katera ustanova odgovorna oziroma kakšne ima pristojnosti. Vse to je prepleteno s tem barvnim krogom, ki je zdaj po novem to zelena agenda in tako kot smo rekli, zapletena organizacija. In glejte, zaradi vseh teh pooblastil, ki jim jih daje njihova listina in vseh teh organizacij, ki so zdaj v 75 letih nastajale, in zaradi edinstvenega mednarodnega značaja, Združeni narodi lahko ukrepajo glede vprašanj, s katerimi se sooča človeštvo v 21. stoletju. In kaj so naredili? Naredili so 5 točk, s katerimi lahko oni v katerih lahko kot Združeni narodi ukrepajo. Prva točka, ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Okay. Drugo, varovanje človekovih pravic. Vsi poznamo varovanje človekovih pravic, mednarodno, Potem tretjič, dostava humanitarne pomoči v mednarodnih vodah, v mednarodnem smislu, v primeru vojne, v primeru naravnih nesreč, etc. Spodbujanje trajnostnega razvoja in upoštevanje mednarodnega prava. Prej so imeli 4 točke, zdaj jih imajo 5. Kako nesramno so podtaknili spodbujanje trajnostnega razvoja, pazite, ne izvajanje, spodbujanje trajnostnega razvoja, ampak spodbujanjem ti ljudje praktično delajo trenutno samo to 4. točko, ne ohranjajo mednarodnega miru, ne varnosti, ne varujejo človekovih pravic, ne dostavljajo humanitarne pomoči, pač pa tanke orožje, granate, rakete, in ne upoštevajo mednarodnega prava, spodbujajo pa ta njihov trajnostni razvoj, to agendo. Torej, s tem, kar sem vam zdaj to povedal, Združeni narodi po svoji ustavi, ustanovni listini, sploh niso več Združeni narodi, ampak želijo postati ena svetovna vlada, globalna svetovna vlada, ki delajo ravno obratno, kar govorijo in kar obljubljajo. Združeni narodi to njihovo agendo dosegajo tako, da si prizadevajo si, ko govorijo
za preprečevanje konfliktov, pomagajo stranem v konfliktu pri sklenitvi miru, kar naj bi bila njihova naloga, da napotijo mirovne sile in ustvarijo pogoje, ki omogočajo ohranitev razcvetu miru. Te dejavnosti se pogosto prikrivajo in bi morale biti nekako tako narejene, da bi drugo okrepile in da bi bile učinkovite. Žal je vse to prej obratno. Pri filmu, ki smo ga gledali, pri žvižgaču oziroma uradniku, ki je izstopil iz Združenih narodov, mislim, da je bilo to par mesecev nazaj, smo gledali ta film, to čudovito zgodbo, to njegovo pripoved in je rekel: mir in človekove pravice sta dve pepelki, ki sedita v kotu in čakata, da bo prišel njun čas. Govora v United Nations je samo o vojni, orožju in o moči. Torej, varnostni svet, ki ima glavno nalogo za varnost v svetu, naj bi imel glavno nalogo odgovornosti za mednarodni mir in za varnost. Potem generalna skupščina in generalni sekretar imata glavni, pomembni in dopolnilni vlogi skupaj z drugimi uradi in organi Združenih narodov. In zdaj, če pogledamo, sem vas že opozoril, ne smemo spregledati, kako premeteno so dodali spodbujanje trajnostnega razvoja. Zdaj pa vas vprašam, a je trajnostni razvoj kršitev človekovih pravic? A je trajnostni razvoj vojna? Ali je trajnostni razvoj uničevanje zdravja v imenu javnega zdravja? Potem, ko bomo prebrali usmeritve Guterresa, bomo videli, kako spodbuja človek cepljenje, se pravi vnašanje strupa z iglo v telo, kar je absolutno prepovedano, brez naše privolitve. In v tem smislu pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki so ga potaknili, govorijo v svoji viziji o tem, kako naj se ta listina sedaj v 21. stoletju, dragi moji, izvaja. Kaj je teh 17 ciljev v trajnostnem razvoju? Jaz sem vam pokazal, se pravi, vse te ustanove, potem pa 17 teh barvnih krogov, še enkrat jih bom. To se pravi, to je ta njihova barvna lestvica okrog, in vseh teh barvnih krogov predstavlja vsak eden krog predstavlja ikono trajnostnega razvoja in znotraj teh ikon so postavili 169 ciljev. Od teh ciljev sem prav tako imel pred pol leta govor in sem jih te cilje natančno predstavil in predelal. Zdaj, če ti cilji in vsebine niso recept za Združene narode, ki želijo na vsak način vladati svetu, vas vprašam, kaj potem to je? Od kod prihaja in kako se je ta barven krog, ki ga je predstavljal Svetovni ekonomski forum, sedaj znašel v Združenih narodih? Kako naj se ti cilji z agendo 2030 in z njihovo skrbjo izvajajo in izpolnjujejo? Vsi to občutimo. Generalni sekretar Združenih narodov je v bistvu direktor Združenih narodov. Gre za izvoljeno funkcijo s 5-letnim mandatom. Toda od ustanovitve 45 do 46 je bilo do danes le 9 generalnih sekretarjev. Na splošno generalni sekretarji služijo več mandatov, običajno brez kakšnih pretresov, izzivov, pač jih izvolijo za naprej. In kaj je vloga generalnega sekretarja Združenih narodov? Torej, če vam nekdo vlada, je dobro vedeti, kdo je in kakšna je njegova vloga. To je moje mnenje, zato danes o tem govorim. Ne govorim o Golobu, ne govorim o hrvaškem, srbskem predsedniku, govorim o človeku, ki narekuje, kaj mora Golob in drugi predsedniki početi. Okay? O tem govorimo danes, da bo jasno, zakaj smo tukaj. Torej, ustanovna listina opisuje generalnega sekretarja kot glavnega upravnega uradnika organizacije, ki deluje v tej vlogi in opravlja druge funkcije, ki jim jih zaupa varnostni svet, generalna skupščina, ekonomsko-socialni svet in drugi združeni organi narodov v sestavi. Listina Združenih narodov pooblašča generalnega sekretarja, da varnostni svet opozori na vsako zadevo, ki bi po njihovem mnenju lahko ogrozila ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.
Te smernice opredeljujejo pristojnosti urada in mu dajejo veliko možnosti za ukrepanje. Vsakodnevno delo, ki vključuje udeležbe na zasedanjih organov Združenih narodov, to se pravi, gre za posvetovanja s svetovnimi voditelji, vladnimi uradniki in drugimi, in potovanja po svetu, namenjena ne zajbanciji, pa ne užitkom, pa ne nakupovanju, ampak ohranjanju stika generalnega sekretarja z ljudmi držav članic in organizacijami in obveščanju širokega nabora vprašanj mednarodnega pomembnega pomena, ki so na dnevnem redu te organizacije. Tako naj bi bilo. Ampak če ti nekdo iz United Nations, predvsem generalni sekretar, potuje v Davos, v neko organizacijo, ki je ljudje nismo volili, in to ni neka država, ampak je neka paraorganizacija, potem se vprašamo, kje smo. Namreč generalni sekretar je tudi predsedujoči odboru izvršnih direktorjev sistema Združenih narodov za koordinacijo CEB. Še enkrat pokažem. CEB je tukaj na sredi kroga in to pomeni CEB vodi in daje direktiva vsem organizacijam, vključno Svetovni zdravstveni organizaciji, ki pa hoče nekaj z nami narediti. In glejte, iz te CEB se vsi ti izvršni direktorji vseh organizacij, ki so pridruženi Združenim narodom, se dobijo enkrat letno, izbere se izvršne vodje vseh skladov, vseh programov, vseh specializiranih agencij in vsega, kar obstaja, za nadaljne usklajevanje in sodelovanje v celotnem obsegu vsebinskih in upravljalskih vprašanj, s katerimi se sooča sistem Združenih narodov. Odkrito povedano, če povemo tako po domače, generalni sekretar je morda najpomembnejša funkcija in služba v svetu ta hip. Torej, kako to, da večina ljudi sploh ne ve, kdo zaseda delovno mesto? Generalni sekretar Antonio Guterres, je na tem položaju že od leta 2017. Leta 2021 je Varnostni svet sprejel resolucijo in takrat je bil ponovno soglasno imenovan, neizvoljen. Ko je vstopil v dvorano, so mu zaploskali in je bil izvoljen. Tako je to izgledalo. Veleposlaniki v skupščini, veliki skupščinski dvorani so zaploskali, in predsednik skupščine Volkan Buksir je brez glasovanja razglasil Guterresovo ponovno izvolitev za obdobje 4 let, in sicer od leta 2022 do leta 2026. Pa kdo je ta človek? Dajmo malo pogledati. Čisto na kratko. Guterresovi pogledi in ideje, rojen, vzgojen in izobražen pod diktaturo, so se oblikovali iz revščine portugalskega podeželja, ki ga je obiskal v zgodnjih letih, in njegovega kasnejšega socialnega dela v glavnem mestu. Kasneje je obiskoval prestižni institucijo Superior Técnico, to je en del Univerze v Lizboni, kjer je študiral fiziko in elektrotehniko. Torej, človek je fizik in je elektrotehnik. Po diplomi leta 1971 se je Guterres podal na akademijo in postal docent. Vendar to ni trajalo dolgo in leta 1974 se je pridružil socialistični politični stranki, sčasoma pa pustil predavanja in se redno posvetil politiki. Leta 1995 je Guterres bil izvoljen za predsednika portugalske vlade, do leta 2002, ko je izgubil večino glasov. Od takrat se je prebil na položaje v Združenih narodih. Kot generalni sekretar je leta 2021 podal poročilo z naslovom Skupna agenda, kjer je predstavil svojo vizijo za naslednjih 5 let svojega vladanja. Njegov povzetek in povezavo do celotnega poročila sem vam nekako poslal v elektronski pošti. Njegovo poročilo obsega 15 strani, možno ga je dobiti na spletni strani United Nations, INT ali pa UNORG,
ampak zdaj tukaj bom povzel iz 15 strani, na kratko bom samo povzel citati iz poročila, kaj on pravzaprav želi v naslednjem mandatu narediti. Takole pravi. Države članice so se strinjali, da so naši izzivi med seboj povezani, čezmejni in vsi drugi deli. Te izzive je mogoče obravnavati le z enako povezanim odzivom prek oživljenega multilateralnega dela in Združenih narodov v središču naših prizadevanj. Zato je naša skupna agenda, predvsem agenda ukrepov, namenjena pospeševanju izvajanja obstoječih dogovorov, vključno s cilji trajnostnega razvoja. On je velik pristaš te agende. Vključevati mora tudi posodobljene ureditve upravljanja za zagotavljanje boljših javnih dobrin in vstop v novo dobo univerzalne socialne zaščite, zdravstvenega varstva, izobraževanja, spretnosti, dostojnega dela in stanovanja ter splošnega dostopa do interneta do leta 2030 kot osnovne človekove pravice. Ja, tukaj bom mogoče bom prekinil in bom rekel, internet človekova osnovna pravica, to pomeni, da bomo vsi priključeni na internet. Kaj pa potem, kot se je zgodilo nas, ko malo analiziramo njihovo stanje, njihovo delo in ugotavljamo, da ni tako, kot bi moralo biti, da delo ni usmerjeno v tiste prioritete, katere so se zasnovali in jim jih zakon nalaga, in nam internet vzamejo za 4-5 mesecev in nam brišejo razne stvari po nareku, kaj pa takrat, a to je zdaj seveda njihova obljuba. Vse obratno. Nadalje pravi, zdaj je čas za močnejši, bolj omrežen in vključujoč vsestranski sistem. Vključujoč sistem. Zasidran v Združenih narodih. Učinkovit multilaterizem je odvisen od učinkovitih Združenih narodov, ki so sposobni prilagoditi se svetovnim izzivom, hkrati pa spoštovati namene in načela svoje listine. Hkrati, dodaja zraven, spoštovati namene in načela listine. Okay. Predlagam na primer novo agendo za mir, dialoge z več zainteresiranimi stranmi o vesolju in globalni digitalni dogovor, pa tudi dvoletni vrh med članicami skupine 20 in ekonomsko-socialnega sveta, sekretarjem generalne vodje mednarodnih finančnih institucij in drugih. Ti cilji, kar ni presenetljivo, se lepo ujemajo z vizijo Svetovnega gospodarskega foruma za prihodnost. Ste opazili? Zelo lepo gre skupaj. Torej, Združeni narodi so se spremenili v svetovno pošast, oprostite izrazu. Združeni narodi z njegovimi voditelji, pridruženimi člani, predsedniki, nekdanjimi upokojenimi predsedniki, ki pač dajo nasvete tudi Združenim narodom, to so predsedniki, ki jim je mandat potekel, in predsednik tega je bil Danilo Türk in Danilo Türk je trenutno desna roka Guterresu, tako da imamo Slovenci povsod dosti glavno in močno besedo. Žal je tako in treba je na glas povedati, da se z njihovo agendo ne strinjamo. V Združenih državah obstajata dve kategoriji sporazumov, ki sta zavezujoči po mednarodnem pravu. Poslušajte, to so pogodbe, ki zahtevajo formalno soglasje dvotretjinske večine senata in izvršni sporazumi. To se pravi, pogodba je eno, sporazum je drugo, za sklenitev katerih je lahko predsednik pooblaščen na različne načine. Ti razlogi lahko vključujejo soglasje senata k prehodni pogodbi, ki je v skladu s sporazumom, uzakonitev statuta z druge strani kongresa, v skladu s katerim je sporazum v skladu ali predsednikove neodvisne ustanovne oblasti. Govorimo namreč o pariškem sporazumu, ki ni sporazum, ampak je pogodba. In tega ljudje ne vedo. Sporazum je politične narave, pogodba je poslovne narave. In govorijo o sporazumu, dejansko gre pa za pariško pogodbo. Glede na to, da te agende delno že poznamo, bomo malo te agende preskočili, oziroma ta povzetek Guterresa, in bomo preskočili k temu, kaj pravzaprav je razlika med pogodbo in kaj je dogovor. Kljub splošnemu razumevanju
so izvršni sporazumi dobro uveljavljeno sredstvo za sklepanje mednarodnih sporazumov in predstavljajo veliko večino, se pravi 94% mednarodnih sporazumov samo v Združenih državah Amerike v zadnjem času. V drugih državah je nekoliko drugače, ampak v Ameriki je tako. Prav tako so enakovredni pogodbam, ki veljajo in imajo težo po mednarodnem pravu, saj lahko obe ustvarijo mednarodne pravne obveznosti za Združene narode. Organ za sodelovanje ZDA pri Pariškem podnebnem sporazumu, ki so ga Združene države sklenile leta 1985 do leta 2014, ponazarja, da so se izvršilni sporazumi uporabljali na skoraj vseh področjih mednarodnega prava, tako v zadevah velikega kot manjšega pomena in tako v republikanski kot demokratski upravnem kongresu. Zgornja utemeljitev je bila uporabljena za Pariški sporazum, ki ga je podpisal predsednik Obama in ga kongres nikoli ni potrdil. Prav ta sporazum je potrdil agendo 2030. Pariški sporazum, pa kaj je zdaj to? Je to dogovor, ni dogovor? Je to pogodba, ni pogodba? Še enkrat, Pariški sporazum ni sporazum, marveč je pogodba. In United Nations je pozabil to distinkcijo povedati, da je to pogodba, ne sporazum. Pogodba ima namreč drugačne lastnosti kot mednarodni sporazum. Pogodba je namreč poslovna pogodba, gospodarska zadeva, sporazum pa politična zadeva. Iz Urada Združenih narodov za podnebne spremembe Pariški sporazum je pravno zavezujoča mednarodna pogodba o podnebnih spremembah. To se pravi, mi smo to z našimi voditelji pogodbeno dolžni izvajati in če se pogodba prekrši, vemo, kaj so sankcije. In to pogodbo je sprejelo 196 pogodbenic na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah COP21 v Parizu v Franciji 12. decembra 1915. Veljati pa je začel 4. novembra 2016. Ko je izvršni urad prek progresivnega think tanka Center for American Progress potrdil, da lahko Pariški sporazum podpiše izvršni urad brez dvotretjinske odobritve kongresa, so zvijačo pozabili omeniti, da Združeni narodi menijo, da je Pariški sporazum pogodba. To je pogodba, od katere je pravzaprav, če se spominjate, odstopil predsednik Trump in se ji je ponovno pridružil predsednik Biden in je ponovno seveda to podpisal. Pogodba o Pariškem sporazumu je tesno povezana z agendo 2030 in je privedla do zakona o zmanjševanju inflacije, ki je bil podpisan leta 2022. Ta zakon, označen kot zakon o podnebnih spremembah, je uvedel številne trajnostne ukrepe Združenih narodov, cilje začrtane v agendi 2030. Torej je bila ta pogodba sklenjena in omaknjena brez odobritve kongresa. Kljub temu je Ustava Združenih narodov zelo jasna. Ustava določa, da ima predsednik pooblastilo za ukrepanje in za sklepanje pogodb s strani in z nasvetom in soglasjem senata pod pogojem, da se s tem strinjata 2/3 prisotnih senatorjev. Pogodbe so zavezujoči sporazumi med državami in postanejo del mednarodnega prava. Pogodbe, katerih pogodbenice so Združene države, imajo tudi veljavo zvezne zakonodaje in so del tega, kar Ustava imenuje najvišji zakon dežele. Senat ne ratificira pogodb. Po obravnavi v odboru za zunanje odnose senat bodisi odobri ali zavrne resolucijo o ratifikaciji. Zato so naredili ta trik, da je šlo skozi. Prevara prve klase. Če je resolucija sprejeta, se ratifikacija izvede, ko se uradno izmenjajo listine o ratifikaciji med Združenimi državami in tujimi silami. Izvršni urad pod demokratskim in republikanskim nadzorom ne upošteva ustave. Vsi vemo za IHR, Svetovne zdravstvene organizacije, ki bi lahko prevzela nadzor nad izrednimi dogodki na področju javnega zdravja. Končni osnutek tega nekako še ni objavljen. Bojimo se realnosti,
da bi jih lahko z istim trikom podpisal izvršni urad brez nadzora ali brez odobritve kongresa. Vse funkcionira na podlagi podtikanja in prevar. Ameriški senator Ron Johnson je maja 2022 uvedel zakon Svetovne zdravstvene organizacije o pripravljenosti na pandemijo brez odobritve senata. Ta zakonodaja bi zahtevala kakršnokoli konvencijo ali sporazum, ki izhaja iz dela medvladnih pogajanj Svetovne zdravstvene organizacije. Telo šteje za pogodbo, ki zahteva nasvet in soglasje super večine v senatu. Ta predlog zakona ni dobil kongresne podpore. Predlog zakona, ki ga je predstavila predstavnica Lauren Boebert, zakon o ustavni pogodbi Pariškega sporazuma, bi prepovedoval kakršnokoli ukrepanje za uresničitev ciljev okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah, znane kot Pariški sporazum, razen če senat najprej ratificira sporazum. Poleg tega predloga zakona prepoveduje uporabo kakršnihkoli sredstev za pospeševanje tega sporazuma. Na žalost, ta zakon nikoli ni dobil podpore kongresa in nikoli ni prišel iz odbora. Resničnost je taka, da je izvršna veja vlade ZDA ušla izpod nadzora in krši njihovo ustavo na več frontah, med katerimi je nenazadnje vloga kongresa pri potrjevanju pogodb in ustavno zaščitenih pravic do svobode govora. Ne samo v Združenih državah Amerike, ampak ta pošast se je razlezla po vsem svetu, organizirano z naklepno prevaro. Težko je verjeti, veste, da je en ameriški državljan, četudi je to predsednik, sprejel 94% mednarodnih odločitev za 334 milijonov Američanov in za 7 milijard ljudi, kar se WHO-ja tiče. Ta tiranska moč, ljubi moji, je v nasprotju z vsemi osnovami naroda, kateregakoli. Čas je, da se ukrepa in da se popravi to samovoljnost in to protizakonitost, ki jo vsi občutimo.